še manj kot ti, deficit srca, ne nič se več, še vreme je za draga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, tako zaleti, se mi sam se ne videti. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, če zgoreva se želi ognjet z goričkega okvira. To že mislim o vsem, kar je bilo, nekaj smislu in omenljivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kako naleti, se mi sam se ime videti. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, če zgoreva se želi ognjet goričkega okvira. Okvira, okvira. Jaz ne morem več v glavi živeti, jaz bi hodila na soncu, jaz bi hodila tebe imeti. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, sam še svoje sanje in človeka veseli. Mislim, da se vidi že ogromno intenziv, da kako sem vase, nekaj res mi je pusti. Rad počivam na otoku in se zidam na noge in srečam. Ne verjamem v telo, radi te vidim v srcu. Jaz ne verjamem v telo, radi te vidim v srcu. Rad bi videl svojo dramo naprej, spet se zmislim žalost in dodajo svoj nasmeh. Sam po dušu pripravila oči, se povabil v slavi, ne še ona to drži. Vidim svoj obraz in solze pa topi, hladne solze sreče, vreda dobrega gori. Reki vidi, da že ti je z nami, spet pa bomo videli, dva pomeni adrenalin.
so bili kemiki iz osnovne šole Prežihovega Voranca, so vam bili všeč? Jih bomo mogoče pol še kaj zvabili, če boste še bolj fejs ploskali. Drugače pa vsi lepo pozdravljeni na festivalu Povodnega moža. Letos tukaj poteka že drugič. Vsi, ki ste bili lani tukaj, gotovo veste, da se boste imeli super, da se boste zabavali praktično cel dan. Vsak si lahko najde nekaj zase, naj bo to kaj športa, pa kakšne pravljice. Na moji levi vidite mini mega žur, ki se bo začel počasi in ga pripravlja osnovna šola Prežihovega Voranca. No, vsekakor pa se bo tukaj na odru dogajalo marsikaj zanimivega, tako za vas otroke, kot tudi za vaše starše. Mi imamo zdaj že pripravljene naše prve nastopajoče, in to so prvošolčki iz osnovne šole Prežihovega Voranca, ki se, vidite, že pripravljajo. Sodelovali so v projektu Evropska vas, poznavali so našo sosedo Avstrijo in so se pri tem seveda tudi marsikaj naučili. In kaj so se naučili, lahko vidite tudi na njihovi stojnici, ki jo najdete med vsemi temi stojnicami. Danes pa vam bodo pokazali torej te svoje novo pridobljene veščine. Naj vam zaupam, da so prav v nemščini. Najprej bodo šteli vse do 12, potem pa bodo zapeli še eno zelo znano nemško pesmico, pa naj vam kar sami potem povedo, katero. Tole so bili učenci iz osnovne šole Prežihovega Voranca, prvošolčki iz osnovne šole Prežihovega Voranca. Mi pa bomo kmalu šli na drugi konec, v Dravsko dolino. Namreč danes se tukaj zbirajo prav vse tri doline, se pravi Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. Vse šole so se združile moči, da ste lahko vi danes tukaj, da se lahko imate lepo. Seveda boste danes, kot smo že prej omenili, našli veliko stvari, nekaj se jih mogoče malce skriva. Tako je recimo delavnica z Marto Repanšek, pravlična delavnica, čisto na drugem koncu šole, pojdite malo pogledati tudi tja. Potem pa se ravenski gasilci se skrivajo pa čisto na moji desni, pravzaprav že na travniku, tako da malce se sprehodite tudi v drugo stran.
Predstavile se vam bodo zdaj na tem odru portugalske Žabice, namreč plesna skupinica je nastala pod vodstvom mentoric Karmen Rotovnik in Ane Potočnik o projektu Evropska vas, ki je potekal to šolsko leto na osnovni šoli Neznanih talcev v Dravogradu. Deklice od 1. do 3. razreda so se v podaljšanem bivanju naučile ples o žabici, ki se ni hotela umivati. Pa poglejmo, kako to izgleda. Tole so bile učenke iz osnovne šole Dravograd, mi pa gremo že naprej. Kot veste, nikakor ne gre brez dobrih organizatorjev, ki omogočijo en takle dober festival, da se lahko vsi zabavajo. Tokrat gre za kulturno društvo oziroma kulturno-turistično društvo Povodni mož, ki ga sestavljajo 4 prostovoljci in to so Jožica Pušnik, Danica Hudrab, Rok Šater in Jaka Kotnik. Seveda nikakor ne gre tudi brez sodelovanja lokalne skupnosti in pa brez sodelovanja osnovne šole Prižgovega Voranca, ki nazadnje posodi tudi njihov prostor. Pa najkar povabim Roka Šaterja, da nam pove par besed, kako so to vse skupaj delali, koliko časa jim je pravzaprav vzelo in kaj načrtujejo za prihodnje. Ja, lep pozdrav vsem obiskovalkam, obiskovalcem na letošnjem drugem otroškem festivalu, festivalu Povodnega moža. Pričeli smo z lepim vremenom, polno dejavnosti in upam, da bomo tako tudi zaključili. Želim vam samo, da se imate skrajno lepo, izkoristite dan, ki je pred nami, izkoristite delavnice, stojnice, razstavljavce, ki so danes prišli sem in popestrili naš program. Skratka, uživajte, imejte se lepo in upam, da se vidimo tudi prihodnje leto na 3. festivalu. Uživajte! Hvala lepa, Roko. Očitno jih tale festival ni dovolj utrudil, bodo pripravili še naslednje leto. No, vabim pa tudi gospoda župana, magistra Tomaža Rožena, da se mi pridruži in tudi sam pove nekaj besed in vas tudi sam seveda pozdravi. En aplavz, prosim. Hvala. Prav vsem lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem. Lepo pozdravljeni na drugem otroškem festivalu, ki ga prireja na novo ustanovljeno društvo s pomočjo osnovne šole Prižgov Voranc. Na občini smo zelo veseli, da je mladina z energijo pristopila k dogajanju za otroke. Verjamem, da vsi starši, ki ste tukaj izbrani, niste zadovoljni s tem, koliko dogajanja za otroke in po vaši udeležbi, ki je sicer tudi posledica današnjega pouka, ocenjujem, da so tovrstne prireditve na Ravnah potrebne in okolikor boste za to, bomo tudi na občini podpirali ta otroški festival in tudi še kaj drugega namenjenega otrokom. Kot rečeno, vidimo, da je tega premalo in da vas takšne prireditve veselijo. Današnji dan nam se sicer obeta lepo vreme, upam, da ne bo prevroče, ga izkoristite za pestro ponudbo, ki so organizatorji pripravili in lahko z tega mesta vse samo lepo pozdravim in se vsem zahvalim za vse, kar so naredili za danes, torej za vas starše in pa tudi za otroke, ki ste jih na ta otroški festival pripeljali. Organizatorji so mi rekli, da imajo velike ambicije, kot ima mesto Velenje Pikin festival,
kot so druge otroške prireditve po Sloveniji, da bi tudi na Ravnah ta festival postal tradicionalen, da bi se širil, da bi privabljal čim več otrok. In lahko samo rečem, da bo občina temu stala ob strani, pomagala organizatorjem in da bomo na Ravnah imeli to zelo pestro, množično prireditev za otroke in tudi še morda kakšno drugo. Skratka, še enkrat lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem, dobrodošli in želim vam seveda kar se da prijeten dan. Hvala lepa torej gospodu županu. Jaz se strinjam z njegovimi besedami in upam, da se bo tole res razširilo in ostalo seveda v takem lepem ambientu kot tudi do zdaj. Mi pa si bomo privoščili malce glasbe, tam zadaj so že pripravljeni naši super glasbeniki, ki so vam pripravili nekaj skladbic, da se malce sprostite, v tem seveda okoli malce sebe tudi malo pogledate, kaj so vam pripravili tudi druge osnovne šole, ne samo vaši otroci, pač pa tudi tisti njihovi prijatelji. Tole je skupina Gruška, če se ne motim, je tako? Skupina Gruška ima tudi koncerte že podrugot, med drugim tudi v kompleksu sem videla nek napovednik in mislim, da jih lahko greste pogledati tudi tja, zdaj le pa kot rečeno na odru festivala Povodnega moža. Una
smo skupina Gruška. Zdaj pa rabim eno pomoč od vas, otroci, in sicer, da mi pomagate poklicati, a veste koga? Ne veste koga? Koga bomo poklicali? Povodnega moža. Dajte mi pomagati, mogoče pride, če bomo ful glasno zašrajali. Povodni mož, gremo. 3, 4. Povodni mož. Še enkrat. Bolj glasno, še bolj glasno. 3, 4. Povodni mož. Še enkrat. Povodni mož. Evo ga. Je zdravo, povodni mož. A mislite, da zna tudi on kak inštrument špilat? Zna, kjer ga pa? Kitaro? Ne. Ne. Kaj pa harmoniko? Dosta morut ne pa, če Ne. Kaj pa flauto? Ne, tudi ne. Prevelika usta, pojedi celo flauto. Jaz ti predlagam, da probaš kajon. To. Boš, znaš? Daj mu en aplavz za povodnega moža. Zdaj pa bomo probali še enkrat tisti komad, ko smo ga na začetku zašpilali, ki je sicer himna današnjega festivala. Mogoče ste ga že kjeri čuli, če ste, pa lahko zraven pojete, pa bomo videli, kako se bo povodni mož odrezal na kahonu. Še ne vem,
Povodni mož bo ostal kar tukaj, zato ker so se učenci iz osnovne šole Koroški jeklarji odločili, da bojo zapeli nekaj prav posebej za njega in jaz mislim, da mora ostati tukaj, da to sliši. Kajti, zdaj bomo povabili pred tale oder del zbora, del otroškega zbora osnovne šole Koroški jeklarji in sicer so stari tam od 1. do 4. razreda, torej koliko je to od 6 pa do 9 let. In sicer vas bodo pozdravili s pesmijo Povodnega moža pod vodstvom Suzane Makič seveda, najbrž pa so vam pripravili še kaj drugega. Samo da priplezajo vsi na oder, no med tem pa vam lahko povem, da vsi tisti, ki ste mogoče žejni, dragi otroci, imate tukaj pri šoli, se pravi tu na moji levi, vas čaka voda in pa limonada. Če ste žejni, hitro po vodo oziroma limonado. Če katere delavnice še potrebujete material, vas tudi ta čaka pred vhodom v šolo. Razen papir in podobne stvari, če še kaj potrebujete, vas čaka tam, sicer bodo to pospravili, da seveda veter tega ne bo razpihal. In še nekaj, če vam je vroče, vas tamle v prijetni senčki čaka RoboBoom. Kaj je to? Predlagam, da si greste pogledat, kasneje vam bom povedala nekaj več o tem tudi sama, zdaj pa so že pripravljeni mladi navihani glasbeniki iz osnovne šole Koroški jeklarji. Izvolite. Kdo pod ušlo stanuje, mi vemo povodni mož. Kdo uživa, ko dežuje, mi vemo povodni mož. Kdo se smeje, ko mokro je, mi vemo povodni mož. Mi se sonca veselimo, s tabo tu povodni mož. Mi se sonca veselimo, s tabo tu povodni mož. Za 2 groša fantazije, že je tu povodni mož. Malo pa še coprnije, te ulovi povodni mož. Pazi, pazi se zelenca, z nami je povodni mož. Vsi se s tabo veselimo, s tabo tu povodni mož. Vsi se s tabo veselimo, s tabo tu povodni mož. Tole so bili učenci iz osnovne šole Koroški jeklarji s pesmico posebej za našega povodnega moža. Torej nekaj besed več pa zdajle o RoboBoomu, ki vas torej čaka tukaj v tele prijetni senčki. Vsi fantje, pa tudi marsikatero dekle, bo prav veselo, če si boste šli malce pogledat. Kajti srednja šola Ravne na Koroškem organizira vsako leto regijsko tekmovanje RoboBoom za področje Koroške. S tem poskuša mlade seveda navdušiti za tehnična področja, kot so elektronika, računalništvo in robotika. Hkrati jih navaja na osnovne principe programiranja. Če se ob vsem tem zraven pa še Lego kocke, potem to zagotovo mora biti zanimivo in seveda zabavno. Kaj boste delali, kako boste delali, pojdite pogledati, ja, RoboBoom vas čaka. Vidim, da je že kar gužva, tako da morate pohiteti, če hočete priti na vrsto. Mi pa zdajle vabimo, kje so naši folkloristi. Še dobro, da bojo hitro zaplesali, da se lahko potem oblečejo v bolj kratke cote. Pa gremo!
Takole so z odra zbežali naši folkloristi iz osnovne šole Prežihovega Voranca. Mi pa bomo ostali na isti osnovni šoli in si pogledali nekaj točk, ki so nam jih pripravili malce večji učenci, malce starejši učenci. In sicer bomo začeli s skupino Beli levčki. Bele levčke zagotovo vsi poznate tudi iz talentov, no v popolni zasedbi jih boste videli malce kasneje, tam nekje okoli 3:30 se bodo predstavili tukaj na tem našem odru. Zdajle pa boste videli 3 izmed teh učencev naše šole, ki se bodo predstavili prav tukaj. Vsi tisti, ki si želite vseeno športno udejstvovati, lahko seveda greste tja zadaj, se dogajajo športne igre. Tisti, ki bi radi samo gledali, pa zdajle in tukaj Beli levčki. Shuffling. I can't dance, not at all. In LA, we play the wall. I wanna dance, I can't do it. I can't dance, I'm too Jewish. Tole je bil del Belih levčkov, tako malce za pokušino, več pa, kot smo rekli, o 15 in 30 minut, zagotovo bo še zabavno, ne pozabiti jih prid pogledati. Mi pa nadaljujemo z eno prav posebno rap pesmico, seveda smo še vedno pri osnovni šoli Prežihovega Voranca. Matija Pandev in Domen Medvoz bosta zapela, zarepala pesem z naslovom Hollywood Hills. Hollywood Hills, ki je sta fanta. Evo, en mikrofon vama dam jaz, enega imata na odru, izvolite. Kamera teče, ali smo, ali čmo, ali žida namarela. Akcija. Leta 2002 sem v rokah držal Oskarja. Igral sem glavnu ulogu v filmu, ki oceno skoro 8 ima. Šel sem v Hollywood i sama, no je šla Tanja tudi. Kaj naj rečem, bilo je v redu, a najlepše je ljubo doma, tam kjer te koklja obrcne, veš. Rekel sem, bye bye, Hollywood Hills, adio, Rangor, ja ne bi nikoli živio. Ženske, sve su iz silikona, kot da zatigla ih je limona. O limona. Hvala lepa za takšno življenje, pa vroče skos. Mor se vozit v kabrioletu, napihate za mašen, dobiš nos. Hvala Bogu, da se ni bilo treba mi tango rodit. Beseda Hollywood not ma dva leja, pa teško je to izgovorit. Lala. Kako naj to mislim, kako naj to?
Bye bye, Hollywood Hills, adijo, tam si, otroke kar posvojijo, nazaj trg, povabila me Angelina, otrocu, kričali kako živina. Rošit u kazino na izlet, težita mi Charles Farrell i Brad. Baby, sedi iz roke jejo, ma nisi ti ničla za mene lejo. Tanja, o tebi se mi sanja, nocoj i rad bi bio s teboj, za vse večne čase, Tanja, sprehajat se po rdeči preprogi, sploh ni lahko, od smejanja dobiš muskle fibre, bliskavice slepi oko. Pa dobro, nimam nič proti, če bi še kako vlogo dobil. Če slučajno kak casting direktor zdaj gleda, ful sem se dobro umirat naučil, pazi zdaj to je zmer najtežje. Bye bye, Hollywood Hills, adijo, rajč grem režirat na televizijo, za detek v petek gledam bolj poredko, priporočam vam mojo čisto lezetko, če ne greš v Hollywood, Nič zamudijo ne boš, rajč pet v Portorož. Torej sta bila naša mlada reperja, kar v Hollywoodu sta začela nekaj, ciljev nimata nizkih, kar je tudi edino pravilno. Mi pa gremo naprej še enim plesnim nastopom, tole je šestošolke bodo plesale in sicer Meta Djura, Hana Mikić, Pija Stočko in Zala Kordež bodo zaplesale pesem Oblečem si oblekico. Punce, ste že pripravljene? Evo, že tečejo na oder, mi pa rabimo še glasbo. Bravo, punce, mi gremo naprej k še enim plesalkam in sicer se nam bodo zdaj pridružile devetošolke in to so Janja Golob, Gaja Kastelec in pa Tina Repotočnik. Ali ste pripravljene, punce? Ste. Zaplesale bodo dve pesmi in sicer Poznaš ta zvok in Latino. Izvolite. Preparado, vem comigo amor. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada.
Takole, zaključili smo s plesi, nadaljujemo pa z glasbo. Še preden pa nadaljujemo s tem, mi pa kot rečeno nadaljujemo z glasbo. Najprej boste slišali Einem Stern, pesem v duetu, sicer Gaja in Larisa vam boste tole zapeli s pomočjo benda oziroma dela benda, ki ste ga slišali že prej. Tole je bend Kemiki iz osnovne šole Preškovega Voranca. No, kasneje pa se vam bosta predstavili še vsaka posebej. Torej, predstavila se vam bo Gaja Mlakar s pesmijo Every Time We Touch in pa Larisa Obretan s skladbico Povej mi zakaj. Prijetno poslušanje in seveda uživajte v delavnicah, športu in še marsičem. Bomo drinili so močjo.
mi uspelo bo, prinesel ti zvezdo bom to. Einstein, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt, dann schenk ich dir heute Nacht. Einstein, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Einstein. And still hear your voice when you sleep next to me, and still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last, need you by my side. And every time we touch I feel ecstatic, and every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat so I can't let you go, want you in my life. Your arms are my sadness, your heart is my sky. They weep away tears that I cry. The good and the bad we've been through and oh, you make me rise when I fall. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last, need you by my side. And every time we touch I feel ecstatic, and every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat so I can't let you go, want you in my life. 'Cause every time we touch I get this feeling, and every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat so I can't let you go, want you in my life. And every time we touch I feel ecstatic, and every time we kiss I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so I can't let you go, want you in my life. Noću zvezdnato nebu, misli k tebi begajo, čutim ta čarobni čas, in objemu tvoj obraz. Spet bi rada vsaj za hip začutila tvoj dotik in vrnila se nazaj na obalo mojih
midva sva zavedno se našla. Mojih misli se leti tvoje obljubljene noči. Spet bi rada vsaj za hip začutila tvoj dotik, vrnila se nazaj na obalo mojih sanj. Nocoj prinesla bi ti zvezde, ki se delila s teboj. Nocoj prinesla bi ti zvezde, nocoj bila bi s teboj. Takole pa smo končali z glasbenimi nastopi, oziroma ne še čisto enega vam je pripravila še glasbena šola Gvido iz Slovenj Gradca, ki jo verjetno že vsi dobro poznate in verjetno je marsikdo tudi udeležen vanjo oziroma sodeluje v njihovih programih. Zdajle se nam bo predstavila Ana Špalir. Ana Špalir se v glasbeni šoli Gvido uči flavto in nam bo danes zaigrala Jutro in pa Menuet. Je že pripravljena, tako da predlagam, da je kar prisluhnete. Thank
Hvala lepa, torej je bila mlada Ana Špalir, mi seveda gremo s programom naprej. Vmes naj vam predstavim tudi še eno delavnico, ki vam je pripravlja Javni zavod za turizem in šport Slovenj Gradec in tam si lahko otroci ustvarijo svojo majico. Z malo dobre volje lahko ima vsak majico s svojim najljubšim pisanim junakom oziroma s kakršnim drugim likom, s kakršnim koli napisom. Tako da se oglasite na stojnici Spotur Slovenj Gradca, vsi ostali, malce starejši otroci, se bodo lahko tam tudi posladkali in seznanili z delom Javnega zavoda Spotur. Mi pa torej nadaljujemo zdajle z osnovno šolo Mežica, ki se tukaj že postavlja. Povabila bom njihovo mentorico Renato Ravšer, da nam pove nekaj besed. Lepo pozdravljeni, prihajamo iz osnovne šole Mežica. Učenke 8. in 7. razreda vam bodo predstavile točko ples bogini, ki plešajo vrhovnemu bogu Zevsu. Boginja ognja, boginja pravice, boginja cvetja, boginja mavrice, boginja gledališča in boginja žita. Upam, da boste uživali.
Zdaj so pa naša dekleta pripravila en mali kviz, da vidimo, kako ste poslušali napoved točke. In bom kar predala naši učenki Neži, ki bo pozvala k sodelovanju. Najprej bi povabila 3 prostovoljce, da pridejo sem. 3 prostovoljce, da pridejo sem, ko bojo odgovorili na kratka vprašanja. Prvo vprašanje. Kak je ime glavnemu bogu, pač glavnemu bogu? Znate našteti vsaj 2 imeni grških bogini? Odlični so bili tele osnovnošolci iz Mežice, ki so pripravili, ko ste videli, tudi kviz. Mi nadaljujemo še z osnovno šolo Prežigovega Voranca, tokrat z eno posebnim odlomkom iz igre. Še prej pa naj vam povem, kdo vam je pravzaprav omogočil tokratno prireditev. Imamo seveda kot vedno tudi sponzorje in to so Občina Ravne na Koroškem, Zavarovalnica Maribor, Orbico d.o.o., Vilina, Primus, Interdiskont, Kulturno-turistično društvo Povodni mož, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ravne na Koroškem, Zip Center, Mladinska knjiga Ravne, Amon Trade, Preša bar in Spin bar, Ramšak d.o.o., Hartl trgovina, javno komunalno podjetje Log, PGD Kotlje in pa PGD Ravne na Koroškem. Danes lahko sicer srečate tudi Europe Direct Koroške, ki je za otroke pripravil brezplačne publikacije in promocijski material. Za najmlajše so menda pripravili tudi stenske zemljevide in pa strip o Evropski uniji, tako da jih poiščite in najdite tudi to. No, mi pa zdaj, kot rečeno, nadaljujemo z osnovno šolo Prežigovega Voranca, ki je za vas pripravila odlomek igrice Mačka ali miš, le da se smejiš. Ali so že pripravljeni? So, samo da pripeljejo vse svoje repetikle na oder, pa bodo mogoče kmalu začeli. No, naj vam vmes še povem, da hitro najdite, preden da nas slučajno ulovi kakšen dež, tudi pot Povodnega moža. Menda vas tale pot čaka tam, kjer je največ markacij, torej pri Planinskem društvu Ravne na Koroškem. Mi smo Prežihovci, kakor tudi vi. Z Ravne na Koroškem smo prišli, da bi se skupaj družili. Ples in glasba družite nas, zato prišli smo spet med vas. Prijateljstvo ohranimo, veselo se objemimo. Gaja, Daša, Mojca in Noemi, male igralke in plesovke smo, zato vam odlomek iz naše predstave pokažemo. Mačka in miš, važno je le, da se veliko smejiš. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Juraj, Žina je na mizi. Zdrav, Juretova mama, je Jure doma? Jure, tvoja prijateljica Tina te išče.
reči, da me ni doma, pa naj bo zvečer na Skype. Jure, da ni doma, pa bo zvečer na Skypeu. V redu, adijo. Adijo. Jure, poglej svoje nove hlače, ko sem ti včeraj kupila. Čisto strgane pa umazane. Itak mi boš nove kupila. To pa več ni res. Sam za računalnik se briga. Nimam za hrano, pa ne za igrače. Izklopila bom elektriko. Mama, računalnik mi ne dela. Adijo, Jure, jaz zdaj grem. Što imaš knjige, pa se znajdi sam. Adijo zdaj. No, bom pa pogledal, kaj nadpiše, mogoče kaj zanimivega. Polsko cwiecie, rywnisie i micie, ki ubija dościce poglite, i dziwi od słońca i besydę, cwetiko słyszy toplo picie. Radi mej, żywali cwetlice, radi mej, żywali. Strgana srajčka, rad je imel živali pa cvetlice. Včasih otroci niso imeli vsak dan novih oblek. No, kaj pa je kaj všete? Mogoče tudi kaj zanimivega. Bom pogledal noče. Prišel si tu, nismo imeli matere, le kup majhnih otrok. Prišel si tu, tudi kruha ni bilo, kakor na drugih mizah. Zato so ti otroci radi k nam prišli, ale na skrivaj, da niso tebe ni bili. Se naša mat je bila dobrega srca, tako kot babica. Zgubaj glas in globoka gas je skrivala te majhne pike do našega dvorišča. Te majhne pike, lačne kruha in toplega ognjišča. Naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer pri žepniku več vihti in tisti postelji kot oče spi. Otroci niso imeli matere, huda mati ni dala kruha. Pa je rekel mali nacej, teta, tu je še en devžej. No, kaj pa je kaj všeti, Tina in Tina? Mogoče tudi kaj zanimivega. Jaz bi rodil se kot žuma mlada in ti bi bil mali, Miha Spržana, ti bi bil bel, s pleničko pižamo, jaz pa ves črn, bosih nogi z banana. Če bi se rodila, narobe obratno, svet bi enak bil, ne bo
nici pe geamul goană. Otroci niso imeli igrač, le samo punčke iz cun. Tina še čevljev ni imela, prijatelj Tine je kupil nove, da sta se lahko igrala na snegu. No, to je bilo pa res zanimivo, to moram tudi mami povedati. Jura, si doma? Zdrav, mama. Jura, poglej nove hlače, ko sem ti jih kupila. A niso lepe? Mama, narobe sem ravnal. Sam za računalniške igrice sem se brigal. Pri ničemer ti nisem pomagal. Nisem pazil na svoje stvari. Pa še na kosila nisem hodil. Oprosti, mama, zdaj ti bom pa vsem pomagal. Bolj bom skrbel za svoje stvari, tisto, kar pa ne rabo, bom dal pa revnim otrokam. Rad te imam, mama. Ja, končno te je učiva. Ja, hvala Bogu. Zapojmo in zaplešiva za lepši svet. Pridite, prijatelji moji. Tu sem jaz, tu si ti, pridi naj te ne skrbi. Če bi rad se igral, ti bom svoje igrače dal. Če le en bonbon imam, jaz z veseljem ti ga dam. Na gugalnico te spustim, kot je lepo se s tabo veselim. Zaploskaj si, veselo zapoj, la 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 la, nasmehni se, ha ha ha, prijatelj moj, 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 podaj roko, pridruži se, da skupaj lepši svet gradimo za vse. Zaploskaj si, veselo zapoj, la 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 la, nasmehni se, ha ha ha, prijatelj moj, 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 podaj roko, pridruži se, da skupaj lepši svet gradimo za vse. Ni važno, ali si reven ali bogat, važno je le, da v sebi nosi zaklad. Ni važno, ali si mačka ali si miš, važno je le, da se veliko smejiš. Bravo, 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 male punce, male igralke. Hitro so začele, še boljše bojo najbrž končale. Mi vam bomo zdaj ta čas, ko mladi pospravljajo svoje kulise, povedali še, da vam je tudi ZIP center iz Ramen na Koroškem danes predstavil svojo stojnico. Predstavljajo se z didaktičnimi lesenimi igračami in z izdelki programa socialne vključenosti. Vabijo seveda vse otroke, da se jim pridružijo pri risanju risbic in sodelujejo tudi v nagradni igri, ki jo pripravljajo. Z vami je danes tudi Zavod za kulturno, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne, ki vabi vse otroke, da izdelajo svoj punkl. Prav svoj punkl si lahko izdelate torej na stojnici Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne. Mi pa gremo zdaj naprej z osnovno šolo Leše. Osnovna šola Leše vam je pripravila 2 skeča, in sicer Narečna skupina, kot jo imenujejo na osnovni šoli Leše, dela pridno skozi celo leto in zdaj se vam bodo predstavili z 2 skečema, in sicer Raufen Kirar, vam že ime samo pove, da gre najbrž za nekaj v zvezi z dimnikarji, in drugi skeč Koline, oboje iz knjige Anke Plevnik pod mentorstvom Suzane Pušpan. No, vmes med tema 2 skečema pa boste videli še eno kratko igrico, in sicer pravljico o 3 orlih, mentorica tega pa je Irena Hancman. Izvolite. Ti, Franci, zakaj si šel ti učiti? Ne vem še, zakaj si pa ti šel. A veš, jaz mislim, pa prav fungirati. Boš to pa že ni fajn. Jaz si me malo strah. Boš pa jaz zmerno ščer pa zavest. Ja, res. A
A veš, meni je dedi povedal, da so zato raufungirali tak črni, ko ga vsako jutro skozi raufung spustijo. Maj, križ božji, a štuk je. Sej, ko se malo spučajo s tistim milcem, ko ga sobi nosijo. A, zato ga imajo. No, še dobro. Ti, zakaj me tisti zjutraj od sobi nosijo? Zato če je prvajti kak hud pes, da ga vodka ženajo. No, što je ma še dobro. In zakaj me tisti lojtri sobi nosijo? Ne bom, pa še zato, da uhko nekako črešnjo zleze, vas jih je malo dobijo. A veš, raufungirali malo dimni, kari se jim reče, so či malo bolj lepo oblečeni, pa pešem, tu je treba ni hoditi. Se či z avto nam pripeljajo. Jo, kram se z mopom pripelje. Se malo, da ste raufungirali, malo se tiste stroje, da raufung spučili. Sem čul, ja. A ja, se vem, da smo se v šoli učili, da moramo mahtati našo naravo, pa da bo lepa. A ja, za ekologijo gre. Ja, vidim, še malo premislim, mogoče pa kuj raufungirali. Bilo je nekoč v davnih časih, ko je v krajih okrog les živelo zelo malo ljudi. V sivih prepadnih skalah prelepega hriba je gnezdo par orlov. V podnožju hriba pa so prebivale vile, žal žene. Visoko pod nebom sta pogosto plahutala mogočna orla. Ta dva orla sta na svojih krilih prenašala vile od ene samotne kmetije do druge, da so te lahko svetovale kmetom. Svetovale so jim, da morajo posejati žito, kdaj žeti in vse drugo. Nekega dne so se vile odločile, da se jim bodo zahvalile. Dolga leta sta nam pomagala, nikoli nam nisi odrekla pomoči. Vsak trenutek sta vzletala in nas nosila, kamor je bilo potrebno. Zdaj je prišel čas, da se vama oddolžimo. Ti orlica bo znesla 3 jajca, iz katerih se bodo izvalili 3 orliči. Ampak to ne bodo navadni orliči, ampak bodo čudežni orliči. Ko bo napočil njihov čas, bodo vsak po svoje pomagali ljudem. Tako se je tudi zgodilo. Izvalili so se 3 prelepi orliči. Eden je bil zelen, drugi rjav, in tretji črn kot oglje. Rasli so, da je bilo veselje in kmalu poleteli visoko v nebo. Minevala so leta, orli so se postarali, a še vedno niso vedeli, zakaj se razlikujejo od ostalih orlov. Oči me zapuščajo, konec je blizu, a čutim, da še nisem izpolnil svoje usode. Izpolnil zeleni orel, uporabi vso svojo življenjsko moč za zadnje zamahe s krili. Poglejte, vsakokrat, ko zamahnem s krili, mi odpade nekaj zelenega pelja. In na trenutku, ko perje pristane na tleh, se spremeni v travnike, v gozdove, v zelenje in žito. Zato sem bil zelen. Jaz sem že prestar za jadranje v vetru. Želim si, da bi, tako kot moj brat, spoznal vso namen na zemlji. Zamahni še zadnjič svojimi mogočnimi krili, rjavi orel. In tvoja želja bo izpolnjena. Čudovito! Ob vsakem zamahu s krili mi odpade nekaj rjavega perja. In v trenutku, ko pade perje na tla, se spremeni v odive, prst in lešnike. Zato sem bil torej rjav. Čutim, da so moja krila odslužila in tudi jaz bi se rad dostojno poslužil tega čudovitega kraja. A kamorkoli pogledam, vse sta že postorila moja brata. Le kaj je moja naloga? Črni orel, dvigni se še poslednjič visoko v nebo, nato pa se kot blisk spusti v globine zemlje. Zaupaj mi in tvoja plemenita naloga bo dokončana. Črni orel je poletel med oblake, nato pa se naglo spustil. V globinah zemlje se je njegovo perje v hipu spremenilo v bleščeč črn premog.
Od tistih dni je bilo na Lešah veliko rodovitnih njiv, leskovja in lešnikov. V notranjosti kotline pa je čakal najboljši premog daleč naokrog.